Zdi se mi predvsem problem, potem je davčna zakonodaja, to in tako dalje. Vsako posebej je v redu, ampak ko ti to poskušaš skupaj v nek konglomerat skupaj dati, da bo to funkcioniralo sistematično v redu, imamo pa tudi težave. Prostor svobode, dom odličnosti, pot prihodnosti, nova univerza. Pozdravljeni, moje ime je Matej Avbelj in sem profesor za evropsko pravo na Novi univerzi. Danes ste dobrodošli v novi epizodi podcasta Začuti novo univerzo, kjer se pogovarjamo o aktualnih družbenih temah, ki jih obravnavamo tudi na Novi univerzi. In današnja tema se bo ukvarjala s stvarmi, ki se ne premikajo. Boste rekli, kaj pa je to? To niso javne slovenske zadeve, ker v Sloveniji vendarle tudi javne zadeve, s katerimi se večji del ukvarjamo na Novi univerzi, se premikajo, res da včasih bolj nazaj, kakor naprej. Temveč se bomo pogovarjali o eni zelo pereči družbeni temi, ki se dotika stvari, ki se ne premikajo, to pa so nepremičnine in o nepremičninskem trgu v Republiki Sloveniji. Rekli boste, kaj pa ima Nova univerza opraviti z nepremičninami? Res je, pri nas nimamo fakultete za gradbeništvo, želeli smo razviti program, ki bi se ukvarjal z podobnimi tematikami, pa vendar že dolga leta na Evropski pravni fakulteti ponujamo na vseh treh nivojih, tako na dodiplomskem, podiplomskem, kakor doktorskem nivoju, program Pravo in menedžment nepremičnin, kjer vprašanje nepremičnin osvetljujemo z področja prava, ekonomije, upravljanja, pa tudi gradbene in sicer še inženirske stroke. Danes, kot rečeno, se bomo dotaknili temeljnega vprašanja v Sloveniji, ki vzbuja zelo veliko pomislekov, včasih tudi razburjenja, in ki ga skuša, takšna je beseda, nasloviti vsakokratna vlada. Namreč, kaj storiti s slovenskim trgom nepremičnin, kako poskrbeti, da tiste nepremičnine, ki so morda v presežni meri na voljo, pa niso na trgu, jih spraviti na trg in kako na drugi strani poskrbeti, da se bodo zlasti mladi ljudje lahko hitro na nek ugoden ali pa vsaj dostopen način prišli do svojih lastnih nepremičnin. To so tista vprašanja, o katerih se bom danes pogovarjal z dvema gostoma. In sicer na moji desni je dr. Bojan Grum, naš predavatelj, visokošolski učitelj, nekdaj dekan Evropske pravne fakultete, potem prodekan te fakultete in pravzaprav človek, ki je odgovoren po akademski plati za razvoj programov Pravo in menedžment nepremičnin. Sicer je tvoj življenjepis tako dolg, da zdaj ga ne bomo vsega predstavljali, kasneje te bom povabil, da nekaj več sam poveš o svoji profesionalni poti, tako da hvala, da si se nam pridružil. In na drugi strani, poleg Bojana, pa moj stanovski kolega Boštjan Udovič, tudi univerzitetni diplomirani pravnik, zanimivo karierno potjo, zdaj pa že več kot celo desetletje opravljaš funkcijo direktorja zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Republike Slovenije. Torej imamo dva izjemna strokovnjaka, tako kot ravnamo na Novi univerzi, kombiniramo teorijo s prakso. Bojan, ti to posebljaš v eni osebi tudi kot naš predavatelj. Boštjan, ti sicer z nami, razen na kakšnih akademskih forumih, kamor prideš kot sodelavec oziroma kot poslušalec, še nisi sodeloval, morebiti se to spremeni v prihodnje, na vsak način pa hvala, da si danes z nami. Tako da, Bojan, mogoče zate najprej vprašanje, kako te je pot pripeljala na Evropsko pravno fakulteto, kjer si, če se ne motim, tudi doktoriral, kaj ne? Tako je, ja. In potem ste skupaj s sodelavci zasnovali ta program, ki je danes izhodišče za našo razpravo. Najprej lepa hvala za to povabilo, z veseljem sem to sprejel. Torej, jaz sem po izobrazbi za razliko od vaju gradbeni inženir, univerzitetni gradbeni inženir, in praktično od diplome dalje, ko sem v Ljubljani diplomiral, sem se z nepremičninami tudi ukvarjal. Najprej sem bil na Vodno-gospodarskem inštitutu, se ukvarjal z infrastrukturo, pozneje pa v tistih časih leta 1991, ko je bilo bolj pestro, smo šel na svojo pot, naredil svoja podjetja, s katerimi še danes uspešno poslujem. Vse skozi sem se pa seveda ukvarjal tudi pogledoval po akademskih zgodbah. Najprej sem želel magisterij delati na Nizozemskem,
vendar je prišla osamosvojitev, kriza, ta vrata so se zaprla. Potem se je pa pojavila Evropska pravna fakulteta s programom, ki mi je bil pisan na kožo. In zato tudi, tako kot si omenil, sem en prvih doktorantov, ki so na tej fakulteti tudi na tem programu doktoriral, če ne celo prvi, če ne prvi, pa drugi. In ker mi je bilo tle všeč, sem tle tudi ostal kot predavatelj in pozneje skozi vso to kariero, kar je bilo našteto, še danes uspešno in z veseljem sodelujem s fakulteto in predvsem s programom Pravo in management nepremičnin, ki povezuje in poskuša premakniti to nepremičnino prav o tem, kar smo danes govorili. Tako na kratko omenili. Torej, Boštjan, Bojan je prišel na področje nepremičnin iz gradbeništva. Kako pa se pravniku zgodi, da pristane na nepremičninah? Jasno, na pravni fakulteti smo imeli stvarno pravo, ki se ukvarja s temi vprašanji, ampak neka taka povsem logična pot ali pa najbolj pogosta pot to ni. Bom rekel slučajno. Mislim, ta prihod je bil slučajen, to, kar si prej omenil, več kot 10 let, pa ni več slučajno. Zdaj sem tudi jaz ugotovil, kot je Bojan rekel, da mi je to zelo všeč, da mi to ustreza. Začel sem v javnem sektorju na stanovanjskem skladu v Kopru, že takrat se z nepremičninami srečal kot pravnik, potem sem bil na občini v Postojni kot pravnik, kot direktor občinske uprave. Ne vem, nekako vedno sem bil kot riba na suhem v javnem sektorju. Imel sem bistveno bolj ekonomsko-liberalne poglede in mi sistem funkcioniranja lokalne samouprave ali pa javne uprave nikoli ni preveč dišal oziroma, tako da, ne vem, takrat, ko je ta priložnost prišla na gospodarski zbornici, sem jo zgrabil z obema rokama, nisem pa vedel, da mi bo tako pisano na kožo. No. Dejansko mi je fajn, ker se ukvarjam še vedno večinoma s pravom, bom rekel, zato, ker je pač interes naših članov najbolj izražen na področju zakonodaje in je ogromno tega dela. Se res, kaj točno pravzaprav tvoja funkcija zajema? To je majhen kolektiv. Gospodarska zbornica Slovenije je razdeljena na panoge, oziroma vsaka panoga ima svojo zbornico, svoje združenje in jaz pač pokrivam nepremičnine. To pa pomeni, da so naši člani predvsem upravniki, to je en večji segment, drugi so nepremičninski posredniki, tretje združenje, največje so pa stanovanjski skladi. Stanovanjski skladi so malo specifični, ker je to javni sektor v bistvu, včasih so imeli svojo zbornico, vendar to ni bilo vzdržno, da bi to funkcioniralo kot samostojna zbornica in so se pridružili, tako da je to. Pa še združenje ocenjevalskih podjetij imamo, ki je pa taka ena čudna panoga, ki ne vemo, kje je, tam so sodni cenilci, en velik segment, tako da je težko reči, da je to čist pozicionirano kot gospodarska panoga. No? Tako da, in to je to. Zdaj, interesi članov so pa različni. Večinoma se prezentirajo skozi to, da je treba zakonodajo spremeniti, izboljšati poslovno okolje. Včasih tudi smo za regulacijo, zato ker so določena področja izrazito podregulirana. Do čist takih stvari, bom rekel, tehničnih, kot člani rabijo pomoč, rabijo nasvet, rabijo kakšne vzorce, obrazcev ali kaj, da lažje poslujejo. Vse, kar izrazijo želje, v bistvu je moja naloga, da probam realizirati. Dobro, gremo zdaj v srž današnje razprave. Zdaj, v uvodu, ko sem imel ta svoj kratek napovednik, sem recimo napravil neko karikaturo problematike, nepremičninske problematike v Sloveniji. Tukaj je ogromno bilo izrečenih nekih besed, kot sem že nakazal, praktično vsaka oblast ima na tem področju velike načrte, velike obljube, smele, velikopotezne perspektive, kako naprej. Pa zdaj vaju najprej vprašam, preden začnemo karkoli reševati. Če se malo premaknemo onkraj te politične mitologije, kje vidva vidita, pa bom začel s tabo, Bojan, pravzaprav problem? Kateri so tisti temeljni problemi v zvezi z nepremičninami, že pri njihovem sami, torej izgradnji si predstavljam in kasneje potem na nepremičninskem trgu. Ker se mi zdi pomembno, da najprej identificiramo problem, če se želimo potem prepričljivo pogovarjati o morebitnih rešitvah za te probleme. Torej, jaz bom začel mogoče malo nenavadno. Jaz mislim, da je zakonodaja pri nas zelo dobra. Imamo urejeno zemljiško knjigo, imamo urejene katastre, imamo dobro prostorsko zakonodajo, imamo stanovanjski zakon, ki ni slab, res da je velikokrat bil spremenjen in tako dalje. Kaj pa je problem? Problem je to, da te zakoni urejajo različna področja in ta področja med sabo niso kompatibilna ali nekaj, bom rekel, ne sodelujejo.
In kako se to v praksi kaže? V praksi se to kaže tako, da za neko gradbeno dovoljenje potrebuješ, jaz ne vem, ogromno časa, preveč administracije. Potem so tole te okoljevarstveni predpisi. Glejte, tale Plečnikov stadion, recimo. Če ne 10-20 let, ga ne moramo spraviti sred Ljubljane, da bi se nekaj zgradili. Zdi se mi predvsem problem, potem je davčna zakonodaja, tole in tako dalje. Vsako posebej je v redu, ampak ko ti to poskušaš skupaj v nek konglomerat skupaj dati, da bo to funkcioniralo sistematično v redu, imamo pa tu težavo. Vsaka vlada, ko si prej omenil, seveda poskuša to urejati na svoj način, ampak nekako vedno ureja samo parcialno. Nekdo se loti davkov, nekdo hoče uvesti tak davk, nekdo se spravi na prazna stanovanja, pa urejajo prostorsko zakonodajo, pa spreminjajo zakone, pa pride gradbeni zakon, in take zgodbe. Ne. Vse v redu in prav, ne, samo tale povezava, po mojem mnenju manjka, posledice so take, kot sem rekel. Prenasičen trg za ponudbo, premalo povpraševanja, predrage cene, najemne, bom rekel, tole mačkan pravo šepa, kar se tiče zaščite najemnikov in najemodajalcev in tako dalje. Ne. Mislim, da je to srž problema. Boštjan, bi se ti strinjal? V tem bi se strinjal načeloma in bi se tudi navezal na to. Dejstvo je, jaz imam tudi včasih tako občutek, da mi zakone pišemo za nekoga drugega, ki jih bere od zunaj, ne pa zato, da se bodo dobro izvajali. Nam je fajn, da zadeve na papirju izgledajo super in ko gleda to nekdo izven tega okolja dejanskega, reče, pa vse vi imate vse super urejeno. Problem je, ker se ne izvaja. Kot glavni problem bi jaz izpostavil neko odsotnost strateškega pogleda. In to je točno to, kar je Bojan rekel. Mi neki eden skoči, pa še ta razcepljenost politična in družbena, ki jo imamo, vpliva na to. Namesto da bi se vsaj glede nekih strateških zadev dogovorili, kaj bo osnovna smer, davki so recimo ena taka tipična zadeva, ki tudi na nepremičninsko področje vpliva. Vsak se izmisli nekaj svojega, pa naredi en korak v levo, dva v desno, podremo tisto z repom, kar smo z rokami postavili. Ogromno, bomo rekel, nekih takih ukrepov, parcialnih, ki ne prispevajo k celotni sliki. Mogoče pa bi še to dodal, no. Se mi zdi, da smo tudi sami, ne vem, pa ne bom rekel, da smo samo kritični, ampak zelo radi pretiravamo. Ne, zdaj pri nas, če beremo naslove v medijih, nepremičninski trg je tak in drugačen, ljudje so v ne vem kakšni krizi stanovanjski, drži, ampak ta kriza je individualna na nivoju tistega, ki stanovanja nima, ko ga rabi. Sam razmere v drugih državah niso nič manj pereče, včasih še bolj. Mi se moramo zavedati, da pri nas, ne vem, 85% ljudi živi v lastni nepremičnini. Na zahodu je to nekaj nepredstavljivega. Se pravi, velika večina državljanov tukaj ima urejeno stanovanjsko vprašanje. Problem je tista manjšina, ki ga nima, in to so večinoma mladi, ne, ki niso šli čez tisti obdarovanje ob Jazbinškovem zakonu, ne, in zdaj so nekje se znajdli v neki taki težki situaciji in nepremičninski trg ne funkcionira na tak način, da bi oni svoje težave lahko uredili. Ne. Tako jaz vidim to zadevo. Zdaj oba dva sta omenila kot del problema, pravzaprav, če bi to povzel kot neke vrste krizo upravljanja. Ne? Ker praktično v tej državi se zdi, da ko gre za načrtovanje na tem področju, ki je gotovo neizbežno večdimenzionalno, ker imate gradbeni del, imate okoljevarstveni del, imate naravovarstveni del, imate pravno dimenzijo, ekonomsko dimenzijo, da nihče pravzaprav nima velike slike. Ampak zakaj je tako? Mislim, da je to preprosto, da je to povezano tudi z, recimo temu, kar mi tukaj imenujemo implozijo političnega sistema, da tudi v politiki nasplošno v Sloveniji nima nihče velike slike. Jaz bi rekel, da ja, sigurno je to povezano s tem in povezano s tem, da pri nas ni važno, kaj nekdo predlaga, ampak kdo nekaj predlaga. Ne? In so dobri predlogi včasih zavrženi že samo zato, ker jih ni prava oseba predlagala. Tako da ta politična kultura pri nas vpliva na vse pore življenja. Ne? In mislim, pa ne drži v celoti, da nima nekdo celotnega pogleda ali pa celovite slike, ampak tisti, ki jo imajo, niso upoštevani. Jih tisti, ki odločajo, ne upoštevajo. Pa še nekaj mogoče včasih dobim občutek, da se seveda politika ali pa odločevalci tudi zavedajo včasih, da bi bilo treba sistemsko zadeve urejati. Ampak ko pridejo do točke, da jim nekdo postavi na mizo, kaj vse bo treba urediti, da bo zadeva sistemsko pila vodo, ugotovi, da je to prezahtevno in raje parcialno rešujejo 2 člena v tem zakonu, 2 člena v tistem zakonu,
Tako da vse to je povezano, ampak mislim, da ima ogromno povezave to, kriza upravljanja v tem smislu, da tisti, ki upravljajo s to državo, ali so skregani med sabo, ali se grejo neke igre za medije, mi, ki smo pa tukaj zato, da bi zadeve premaknili naprej, pa na to kakšnega bistvenega vpliva nimamo. Velikokrat slišimo, Bojan, da birokratiziramo z namenom birokratizacije same, ne? In potem padajo tudi hude kritike na ljudi, ki so zaposleni na ministrstvih, ki so tam dolga leta, in tako od zunaj se zdijo te kritike včasih prepričljive, kot človek ne pozna, pa kot človek spozna te ljudi, se zdi, da ni tako, ne? Ti, ki deluješ zdaj že vrsto let na tem področju, a se ti zdi, da imamo morda tudi probleme s stroko na teh področjih? Torej, kar se stroke tiče, se lahko kar nadaljujem temu, kar je bilo do zdaj rečeno. Stroka do zdaj je bila zelo ozko usmerjena. In seveda vsak na svojem parcialnem področju bil dober. In mi imamo odlične strokovnjake na področju gradbeništva, na področju prava in tako dalje, arhitekte, prostorske. Ko pa je treba to skupaj povezati, je pa pačkaj težava. Primer je gradbeni zakon, ki je ratov, ki so ga podprla ena skupina, bom rekel, ljudi, druga ni bila toliko prisotna, in seveda bomo zopet začeli pisati popravke. Polno je takih zgodb, ne. Zato tudi, recimo, se mi zdi ta program, ki ga mi tule na univerzi delamo, pravo in management nepremičnin, dobra povezava med pravo in nepremičnin. Mi ne moramo pri nepremičninah mimo prave. Pa jaz nisem pravnik, vas ne zagovarjam posebno, ne. Imam same težave z vami, ampak brez tega se ne da. Pravo je sestavni del, ko se ti pogovarjaš o nepremičninah. Tako je, in zato se mi tudi zdi, da te programi, ko jih mi tule izvajamo, točno tak kader proizvaja, ki zna trg, ali pa upam, da bodo znali te zgodbe med sabo povezati, da ne bo do tega prihajalo, kar se zdaj tudi dogaja. Stroka, povezana stroka, lahko preseže politiko v določeni zgodbi. Naloga politike je samo, da ustvarja stabilno tole, bom rekel, okolje, nič drugega. Mogoče, če se meša v javni zasebni partnerstvo, kar jaz podpiram. Drugače pa samo, da ustvarjajo okolje, v katerem lahko stroka mirno dela. Zdaj, če ti kompliciraš z ustvarjanjem okolja, zakon na zakon sprejemaš, davek na davek sprejemaš, podiraš z repom to, kar si prej naredil, seveda smo, kjer smo, ne, tudi stroka ne more delati, stroka se skrega prej slej, ne. In to je pomembno, ne. To se mi zdi, da država naj dela svoje, naj se ne vtika, ampak naj uredi, da bo zadeva preprosta, pregledna, stabilna za investitorje, za najemnike, za lastnike. Ostali, ki smo tule za stroko, bomo poskrbeli, da se bo zadeva strokovno izvajala pravilno. Zasebniki pa bodo, če bo stabilno okolje, če bo zadeva, bom rekel, dobro, bodo investirali in zadeva se bo začela premikati. Več bo gradnje, bolj se bodo sprostila prazna stanovanja oziroma nepravilno zasedena stanovanja, tako bom rekel, in seveda tale spirala se bo začela odpirati. Torej, profesionalni kader je ustrezno strokovno usposobljen, okolje kot takšno pa, to je zdaj moja osebna ocena, ni naklonjeno sprejemanju hitrih in odgovornih odločitev, ne? Ker vendarle vsakršen gradbeni poseg v prostor strani tistega, ki izda za to dovoljenje, potegne za sabo neko odgovornost, pri čemer, ne vem, kako vidva na to gledata, sami postopki izdaje gradbenega dovoljenja, tako kot tečejo na slovenskih upravnih enotah, se včasih zdi, da se bolj ukvarjajo z vejicami in pikami v različnih podzakonskih aktih, kakor za samo vsebino. Torej imamo, če povzamem, ali imate videti podoben izkušnje iz prakse, da imamo na eni strani to težnjo nesprejemanja odgovornosti, kar iz celokupnega okolja, v katerem delujemo, kar potem prispeva k daljšemu poteku teh postopkov, in na drugi strani, da se v bistvu nadzirajo pravila zaradi nadziranja pravil samih, ne pa toliko, ali dejansko to prispeva, ker če se že gremo gradnjo, mora prispevati k stabilnosti gradnje in ustrezne umeščenosti v prostor. A imata takšne podobne izkušnje iz prakse? Ja, jaz bi rekel, sigurno so izkušnje take. Zdaj,
po nekih človeških izkušnjah lastnih, ne samo z tega področja, bi rekel, da ponavadi se s pikami in vejcami ukvarjajo tisti, ki se z vsebino ne morejo ali ki nimajo vsebine, kaj dopolnjevati in potem, ne vem, se spomnim časih, ko smo izpit za avto delali, je bilo vedno rečeno, nekaj ti morajo najti. Sam, da komisija na koncu pokaže, da je njena vrednost v nečem, neka dodana vrednost, neki bojo in mogoče je tudi tukaj nek uradnik, pa ne vsak, ne, si to ne smemo tega generalizirati, nek uradnik se preprosto ne bi počutil vrednega, če ne bi nekaj dal od sebe in če na vsebini ne more nič mogoče nekje pike in vejce, bom rekel, popravlja in vleče postopek brez potrebe. Gotovo je tukaj odgovornost tista ključna, ne. Mi bi mogli biti bolj pripravljeni prevzemati odgovornost, stati za svojimi odločitvami, jih znati argumentirati, ampak je cela vertikala, bom rekel, je taka. In ne nazadnje tudi sodniki, vsaj jaz imam take izkušnje. Najraje bi videli, da je vse zapisano v zakonu do zadnje pike, da ni treba sploh, ampak potem rabimo sodnikov, imamo računalnike, pa sami odločajo. Ne? To smo vedeli že takrat. Zdaj, ali je to pogojeno s prejšnjim sistemom, ne? Ko ljudje niso bili spodbujeni v to, da bi sami sprejemali odločitev in nosili odgovornost za njih, ne vem, jaz upam, da bodo to naslednje generacije spremenile. Ampak gotovo jaz vidim problem v tem. Ja. Kaj ti misliš, Bojan? Jaz mislim podobno. Ne? Mislim, da, kot sem že na začetku rekel, zakoni, pravni red je v redu, ampak tega je vse preveč, pa podzakon. In več kot tega imaš, lažje in boljše in bolj veselo to interpretiraš, vse zgodbe. In ko sem že prej omenil ta okoljevarstvene smernice in okoljevarstvene soglasja, ne? To je cela umetnost dobiti eno tako soglasje in to traja po par let, to je nerazumno dolgo, ne? Da nekdo tako soglasje izda, potem je tukaj civilna iniciativa in spet vse skupaj pade. To so zadeve, ki se ne bi smeli dogajati. Ne? To je pač en primer tega. Ne? In tole bi mogoče bilo potrebno ali zadevo poenostaviti, ali zadevo na neko bolj striktno zgodbo peljati, ker to je problem, to je za investitorja problem. Nekdo, ki ima denar, mislim, se tudi ne bo predolgo čakal, ne? Se bo obrnil, bo investiral nekam drugam. Ne? In to ni dobro. In država je tukaj njena naloga, da ustvari okolje, kjer bo točno to se zgodilo, da bo se zadeva ta zakoni, ki so implementirali. Niso slabi, tako kot je rekel kolega, ampak morajo biti tudi izvedeni. Ne? A imamo kakšne dobre primerjalno pravne prakse, po kateri bi se lahko zgledovali? Po mojem, čisto, da bi v celoti sistem skopirali, ne, ampak na posameznih področjih gotovo. Ne. Jaz ne vem, nepremičninski davek bi gotovo lahko, obstajajo rešitve, ki so v drugih državah lepo funkcionirajo. Ne vem, če bi en sistem bil nekje, ker imamo specifike tudi. Z avstrijskim sistemom se jaz rad spogledujem, ker imamo tudi neke skupna izhodišča zgodovinska in verjetno, ne vem, se mi zdi, da izviramo iz podobnih podlag ali podstati ali kakorkoli, tako da mislim, da avstrijski sistem bi verjetno dosti enostavno v večji meri ponotranjili pri nas, ne, ampak sigurno dobre prakse obstajajo, jih tudi poznamo. Je pa tako, ne, zdaj vsak bi kakšno češnjo zbral z kakšne torte, ne, ampak zadeve ne delujejo. Nekaj sestavov skupaj. Ja, nekaj sestavov skupaj potem ni. Ti moraš dejansko cel sistem vzeti pa ga implementirati. Ne. Bojan, ti? Ja, ta nepremičninski davek je ena taka zgodba, v tujini to imajo, tudi mi ga bomo prej ali slej imeli. Tudi tako je bil napisan, dobro se mi zdi, da je bil bolj vržen za to, da smo začeli o njemu razmišljati, pa tisti, ki so imeli denar, da so hitro kupili obveznice, ki so lih takrat bile ven, ne? Da je bila bolj reklama, res tako, no. Že sama stopna je bila nesprejemljiva, mislim, da je bila 1,5%, to je popolnoma nesprejemljivo. Ne? To ne s tem zatreš vse, ne. Jaz se strinjam z nepremičninskim davkom, absolutno, ampak stopna mora biti nizka, 0,2, 0,3, ne vem, normalna stopna, ki ljudje, in potem se o tem več ne pogovarjamo, ne. Ker če je visoka stopna, se bomo vsi pritoževali, vsak bo v nulo pregledal, a je ali nima, to se bomo kregali 20 let, ne. Če je pa nizka, se pa s tem ne boš ukvarjal, pa naj potem država počasi to zvežuje, se ne bo nihče vedel, ne. Do neke stopne. Ne. Zdaj mačkam karikirano. Razumem. Ampak vse, kar se davko tiče, jaz mislim, da davki bi morali biti pregledni, enostavni in nizki. Mi se pa vedno, ko je davčno, da se kaj davčno spremeni, naredimo to, da hočemo nabiti davke na prazna stanovanja, na nepremičnine. In potem to zgleda tako, kot da imaš neko preluknjeno vedro, kjer z velikim zlivaš vodo not, ampak vedro je prazno. Ne. Če pa je vedro dobro,
pa ti lahko kaplaš not, pa bo vedro polno. Ne? V tem vsa zgodba. No, zdaj zlasti v kontekstu pravkar minulih volitev je bil ta nepremičninski davek ena od tistih točk, kjer je bilo torišče. Skoraj da je bilo tisti, ki so pomislili na to, o čemer si zdaj ti govoril, so bili skoraj da ozmerjani, češ da je to popolnoma nesprejemljivo. Verjetno je to malce tudi povezano na eni strani s tistim Jazbinškovim zakonom, ki je ogromnemu številu ljudi v bistvu omogočil, da so mnogo ceneje prišli do svoje stanovanj. Ne smemo pa pozabljati tudi Slovenijo, ki je specifična. Imamo dve Sloveniji, eno urbano, ki so prišli do teh stanovanj, in potem tisto bolj ruralno Slovenijo, kjer pa je v bistvu nepremičnina takoj po ali pa pred osebnim vozilom tisto, v bistvu, za kar ljudje živijo. In za njih je v bistvu to tabu, ker jim se sliši, zdaj plačevali smo davke že na vse mogoče, na plače, na prispevke in tako naprej. In zdaj pa še na cegle smo plačali, da kreče prometni davek, zdaj nas boste pa še enkrat obdavčili. Kako v bistvu takšni Sloveniji, kot smo jo zdaj urisali, kjer je 85% lastniškega tuji kapitala na področju nepremičnin. Kako v bistvu racionalno pojasni, da pa mogoče bi takšen davek imel, če bi jih imel, ne vem, boš ti povedal, tudi pozitivne ekonomske učinke? Včasih je težko, zato ker delujemo v tem razgretem ozračju, tudi političnem, kjer te takoj okarakterizirajo za. In to je problem, s tem davkom, s tem poskusom davka, ki niti to ni bil, veliko teh naših predlogov ali pa odločitev izvira iz nekih ideoloških nasprotovanj. Zdaj, bomo davek sprejeli ne zato, da bomo uredili razmerje na nepremičninskem trgu, ampak da bomo te grde kapitaliste po prstih udarili, ker imajo preveč. Zdaj, kje je rešitev? Malo so jo zaznali na Ministrstvu za finance, ko so ta davek predlagali, ker oni so rekli, bomo davek na prazne stanovanjske nepremičnine uvedli, pa hkrati za tak znesek razbremenili plače. To je bilo zelo perfidno v bistvu. Takoj smo zaznali to in res je, ljudem je treba razložiti, da mi imamo preveliko breme na plače in da je treba, nepremičnine so pa po celem svetu na tak ali drugačen način obdavčene. Seveda je treba najti pameten način, ampak hkrati je treba, pa ne vezano eno na drugo, treba hkrati razbremeniti plače, da bomo več imeli od tega, kar ustvarjamo. Nepremičninski davek pa ni namenjen samo temu, da se polni državna blagajna, ampak tudi, da usmerjaš te prostorske, bom rekel, in vse ostale težnje, da usmerjaš gradnjo nekam, da dosežeš tudi to, da ljudje ne kupujejo nepremičnin zato, da jih imajo prazne, ker pri nas je dejansko davčna oaza zdaj za investicije v nepremičnine. Ti kupiš stanovanje, ga imaš prazno 5 let, veš, da bojo šle cene gor, ker veš, da je povpraševanje preveliko in ponudbe ni, in je to res dobra naložba. Tako da v tem smislu je treba ljudem povedati, da bi nepremičninski, pa še neki, mi smo tudi na gospodarski zbornici, tam so tudi podjetja zelo, zelo pazljiva na to, ko govorimo o nekih novih davkih. Mi že 10 let, odkar sem na zbornici, govorimo o tem, da nepremičninski davek. Ja, ampak ta mora biti predvsem nadomestek za to, kar poznamo zdaj. Se pravi, namesto NUSZ-ja, ki je preživet, ki je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Namesto nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča moramo uvesti nepremičninski davek. Mogoče je lahko neki večji skupni izplen, ne more biti pa to zdaj krat 2. Se pravi, treba je izhajati iz obstoječih bremen in jih, bom rekel, modernizirati, narediti bolj take, da bojo imeli tudi druge učinke, ki jih želimo. Se pravi, te neke pozitivno, kolateralno koristne. Bojan, želiš kaj dodati k temu? Ne, jaz se s tem v glavnem strinjam. Potem so tu še mladi, pa prazna stanovanja, smo že parkrat. No, to je bilo moje naslednje vprašanje. Ja. To je naslednje razvpita, ne samo ta, pa ni samo razvpita, ampak morda tudi resnična politična problematika, ampak to je tudi malce stvar vsake generacije. Vsaka generacija si mora sama nekaj izboriti. Mi imamo zdaj tudi v ruralni Sloveniji, če uporabljam za tak izraz. To so zdaj večdružinske hiše grajene za več generacij, ampak nekdo, ki se hoče osamosvojiti, ne želi tam biti. In to je tudi recimo temu, nepremičninska zgodba je v bistvu tudi sociološko-kulturni problem v Sloveniji. Pa vendar, ali obstajajo kakšne ideje, pa morda spet dobri primerjalno pravni vzori, kako morda
resno in odgovorno pristopiti k reševanju nepremičninske problematike mladih, ne na tak način, da pride vlada pa reče, zgradili bomo 30,000 stanovanj, pa polih bo 10,000, pa pol sam še 3,000, pa na koncu je par hiš nekje zgrajenih, kar je v bistvu zaskrbljujoče, ker če država ne more zgraditi, ki sama sebi izdaja dovoljenja teh nepremičnin, ne, morda jih potem zasebnih še teže, ampak kako reševati to nepremičninsko problematiko mladih? Zanimive ideje imajo študenti, če jih to vprašajo. Aha, no kaj pa pravijo? Oni v bistvu poznajo ne toliko, bom rekel, davke pa to zakonodajo, ampak njihova zgodba je zelo preprosta. Oni bi imeli stanovanje, ki bi ga najeli subvencionirano najemnino, vendar bi plačevali tržno najemnino. Razliko med subvencionirano, ki bi ga dobili, in tržno bi pa šlo v odkup. Se pravi, ne vem, da ne bom govoril o številkah, to ni tako grozen denar, ne? Ampak kljub temu bi po 10 letih, ko mlada družina rata mačken večja in hoče običajno tako naravna pot, hoče večje stanovanje kupiti, bi imeli približno 25%, kar je dovolj za polog, da grejo v hipotekarni nakup svoje nepremičnine. Seveda ob predpostavki, da imajo službe in tako dalje. Ne? To je zanimiva njihova zgodba. Ne? Drug tak primer, kaj so študenti, ko jih poslušam, predlagajo, vsekakor ukinitev DDV-ja na prvo stanovanje. Ker kdo pa kupuje prvo stanovanje? Mi trije ne, kupujejo ga mladi. In ko mlad kupuje prvo stanovanje ali pa novo stanovanje, mora DDV plačati. Ne? Mogoče, da bi tukaj subvencionirali in bi v bistvu glažje k temu prišli. No, to sta take dve preproste zgodbe. Ne? Zdaj, kar se tiče praznih stanovanj, ne, to je tako, to je mečken dvorezen meč. Mi res imamo stanovanj, koliko res slišim, 10,000 ali koliko v Ljubljani praznih, ne vem. Mogoče ste tu veliko šli, mogoče tudi ne. Ampak če vi pogledate mesta, ko imajo malo praznih stanovanj, imajo najvišje cene. To je dvorezen meč. Če se mi na silo rotimo praznih stanovanj, tvegamo, da bomo dvignili cene. Po drugi strani pa ta prazna stanovanja, ko smo mi raziskave delali, večji problem je nepravilno zasedena, oziroma nepravilno zasedanja. Ogromno starejše populacije živi v prevelikih stanovanjih, hišah. Nimajo denarja, da bi jih vzdrževali, nimajo denarja niti, da bi kurjavo imeli. Ne. Tule na temu področju bi se morda dali, tudi so bili predlogi, kako. Ampak to je tudi spet specifičen sociološko-kulturni problem, ker se gleda na nepremičnino ne samo kot dom, kar je, ne? Ker slovenski človek je mnogo bolj vezan na nepremičnino v smislu, res obstaja ta koncept doma. To je ena stvar in druga stvar, da je to v bistvu res tvoj življenjski dosežek, ki se ga boš oklepal, dokler ne predaš. In v to ne smeš poseči. Ne samo to, ki ga boš tudi zapustil svojim potomcem in v tem je velik problem. Ne? Ljudje so se odpovedovali socialnim podporam, takrat, ko je bilo še, ko je bilo dejstvo, ki je bilo v zakonu, da potem država se usede na nepremičnino, da se povrne vložek, bom rekel, ta socialni prispevek za posameznika. Tako da drugače gledamo na nepremičnine, sigurno kot razviti svet z dolgo kulturo zasebne lastnine, recimo. No, ampak hkrati pa ta razviti svet zlasti s to turistično ekonomijo, Airbnb, Booking, prodela tudi k nam in ljudje, zlasti mlade generacije, so pripravljeni poleti, ko jih ni tudi oddati svoje lastne stanovanja, ne, zato da kdo pride, ker je seveda nezdružljivo s isto prejšnjo kulturo, ampak v zadnjem sklicu prejšnjega parlamenta smo imeli seveda tudi v bistvu so se pristrigle peruti tudi na tem področju. Ali so za to obstajale dobre ekonomske podlage, da se omejuje ta kratkoročni najem, ali vemo, je to ustvarilo kakršnekoli pozitivne učinke na trgu nepremičnin? Nobenih učinkov ni še ustvarilo, ker zadeva še niti ne funkcionira. Bilo je pa v zvezi s tem izrečeno ogromno besed. Dosti neumnosti je bilo v tem postopku. Seveda vsi se strinjamo, da to je pereč družbeni problem. Zdaj, mogoče velja opozoriti tudi na to, da recimo domačini v svojem mestu najrajš ne bi videli turistov, ki zasedajo stanovanja, ampak ko grejo kot turisti v drug kraj, ali pa gremo, pa zasedajo točno ta stanovanja tam. Tako da to je že malo, bom rekel, mogoče problematičnega integritetni problem. Drugač pa spadajo ta stanovanja točno v to, kar je gospod Grum prej rekel, se pravi neustrezna uporaba stanovanj. Mi govorimo zdaj tukaj o več zadevah. Eno so gotovo tudi starejši ljudje, ki živijo v prevelikih nepremičninah,
recimo, da jih tudi šparajo za svoje potomce. Drugo so študenti, ki zasedajo stanovanja, namesto da bi imeli dovolj študentskih nastanitev, ki so bistveno cenejše za zagotavljanje, za vzdrževanje, bistveno manjše površine so. Tretje so recimo tudi delavci na začasnem delu pri nas. Tudi kadrovskih stanovanj ni več. Tudi kadrovska stanovanja bi mogla biti na nek način spodbujena. Kdo ne bi to počel? Kakšna je bila tukaj vloga države? Država tista, ki gradi, ali država, kot je dejal Bojan, zgolj ustvarja okolje? Jaz bi spodbujal gradnjo kadrovskih stanovanj. Državni svet je pred 6 leti sprejel sklep prav v tej smeri. Dajmo sprejeti ukrepe, s katerimi bodo delodajalci motivirani, da zgradijo stanovanja, bom rekel, samske domove, če se malo grdo izrazim, in bojo ti delavci zasedali ta stanovanja, ki jih bojo oni namensko zgradili, ko delavec izgubi službo, gre, nekdo drugi pride v to stanovanje, ne pa da nam v bistvu zasedajo stanovanja, ki jih krvavo potrebujejo mladi pa družine za stalno bivanje. Potem se pravi, imamo študente, imamo turiste, imamo delavce in potem imamo tista klasična, prazna, nezasedena stanovanja in vse to je problem. In tukaj je spet ogromno črnila bilo prelitega kako. Tukaj je verjetno nabor, paket ukrepov. Eno je gotovo ta, da imamo davčni primež previsok. Tudi če bi ga ukinili, prav velike luknje v proračunu s tem ne bi bilo, ker mislim, da se zbere z tega 30 milijonov letno, če se ne motim. To je eno, drugo je pa ta nezaščitenost pravna in lastnika in na drugi strani najemnika. Čeprav jaz, ko se pogovarjam o tem, vedno povem, najemnikov šibki pravni položaj ni posledica slabe zakonodaje. Je posledica tega, da na trgu ni dovolj ponudbe. Sveda, in ljudje jemljajo vse. Vse, kar jim ponudijo, jemljajo. Če bi bilo na trgu dovolj stanovanj, bi tista najslabša ali pa tisti, ki imajo neke čudne pogoje, ne bi sploh na trg prišli. Medtem ko slab pravni položaj najemodajalca pa izvira iz zakona, pa iz, bom rekel, slabega ali pa počasnega dela sodišč. Bojan, kaj ti meniš? Mislim, kot vidiš, se stroka strinja. Vseeno ne bomo midva nič spremenila. In to midva govorila že 10 let. Ampak kako pa se bodo te stvari vendarle spremenile? Vse gre v dobro smer. Recimo tudi Airbnb. Meni se zdi prav, da ima občina sama možnost, da določa, koliko mesecev se lahko oddaja. Ker ne moreš primerjati Ljubljane pa Idrije. V Idriji ni nobenega turista, tu je v centru mnogo turistov, v Mostah, na Rudniku ni nobenega turista. Torej tudi znotraj bi se lahko pokalo segmentiralo. To bi bilo najbolj smiselno. Se strinjam, center mora živeti, ampak to je potem spet ekonomija. Tudi občina ima nekaj od tega. To je pač... Ampak se mi zdi, da to gre v pravo smer, kar se tega tiče. Kar se tiče praznih stanovanj, sem še to bi dodal, popolnoma se strinjava medva, zakaj to je, ampak naša raziskava je še eno pokazala, zakaj so prazna stanovanja. Ogromno jih je zaradi dedovanja, ogromno jih je za nerešenih sporov sodišča. Ki jih ni mogoče uporabiti, dokler postopki trajajo. 5, 6, 7, 10 let, da se zadeva reši. In mi smo bili presenečeni, ker je raziskava pokazala, koliko je teh stanovanj. Tu seveda ne moramo mi nič kaj dosti narediti. Lahko si želimo medijacije, lahko si želimo arbitraže. In en od naših predlogov je bil, da bi arbitraža bila del občinskega ponudbe tem, ki so skregani, zastojn, če je treba, zato, da bi se zadeva čim hitreje rešila. In taki predlogi so. Ampak mislim, da gre v pravo smer. Nič ni narobe, če so prazne stanovanja, da se razumemo. Nobene panike ni treba delati zaradi tega, da bomo, če bomo pospraznili stanovanje, pa rešili problem mladih. Ne bomo, Rešili ga bomo, če bomo zadevo kompleksno gledali. Gradili stanovanja, uredili stabilno okolje, davke, uredili stabilno zakonodajo. Če to uredimo, se bo gradilo. Zasebno javno partnerstvo je treba spodbujati, po mojem mnenju, ker država ima zemljišča, ima upravne postopke vodi, zasebniki imajo denar in če jih še spodbujaš, da vlagajo, bomo verjetno kaj premaknili. Torej, v bistvu nepremičninsko vprašanje je zgolj eden od kamenčkov v tem holističnem mozaiku celokupne problematike upravljanja z državo. Definitivno. Jaz bi rekel, če bi s čarobno palčko lahko na eno stvar vplival, bi rekel, povečati treba ponudbo. In bo trg sam po sebi rešen. Sam to je res tako kompleksno vprašanje. Pri Airbnb-u sem želel še nekaj reči. Seveda je pozitiven. Cilj je, bom rekel, dober. Tudi prepoznane težave se mi zdi, da so primerno. Ampak na koncu ugotovimo, da se vrnem spet tistemu, kar smo prej rekli. Zdaj smo ugotovili z nedavno sodbo Višjega sodišča, potem je tudi Ustavno sodišče zdaj v tej sodbi odločitvi glede zakona o gostinstvu, se mi zdi citiralo, malo povzemalo,
v enem sporu je višje sodišče pritrdilo prvostopenjskemu, ko so etažni lastniki od enega od njih, svojega soseda, ne, zahtevali, da preneha stanovanje oddajati turistom, ker nima soglasja. In je potem sodišče, že potem, ko je zakon o gostinstvu bil sprejet, je višje sodišče odločalo o tem. Na podlagi starega stanovanjskega zakona, še veljavnega, pred zakonom o gostinstvu, da bi morali imeti taki oddaja turistom 100% soglasje. Se pravi, mi smo že pred zakonom o gostinstvu imeli ustrezno pravno podlago, da bi praktično preprečili v večstanovanjskih stavbah oddajanje, če se etažni lastniki s tem ne strinjajo. In namesto, da bi izvajali zakon, ki smo ga imeli, smo se 2 leti ukvarjali s tem, da smo spremenili sistem, ga ustavili v zakon o gostinstvu, delno na silo, ne? In zdaj dobili sistem, ki v bistvu vsaj v tem delu je bolj ugoden. In to je ustavno sodišče reklo, to je zdaj bolj ugodno za tistega, ki želi oddajati. Tako, ker zdaj je 75% soglasje zahtevano, prej je bilo pa 100% po stanovanjskem zakonu. Tako da, take stvari očitno ne znamo uporabljati zakonov, ki jih imamo. Ja, skratka, gre za vsestransko zanimivo, perečo problematiko, ki ima, rekli smo, sociološko, da ne rečem še psihološko, kulturno, ekonomsko, zgodovinsko, inženirsko, pravno problematiko. Bojan, kaj od tega, če zdaj te izkoristim takole proti koncu, kamor se premikamo, od tega pokrivate na tem programu pravo in management nepremičnin? Po čem se ta program pravzaprav tako na dodiplomski, podiplomski kot doktorski ravni odlikuje? Kaj pravzaprav prinaša študentom? Kakšne strokovnjake vzgajamo? Torej, kar je meni najbolj všeč na tem programu, je to, da se ta program razvija. Jaz sem tole zdaj ne vem koliko let, ne, in praktično, tako kot se je ta celotna zgodba, ko smo mi danes tu govorili v Sloveniji, razvijali, tako smo tudi mi uvajali predmete. Nekatere pa opuščali, ne. Dokler smo vsi hoteli well-being, pa ne vem kaj, ne, smo se s tem ukvarjali, smo uvedli te predmete. Zdaj, ko vsi gledamo samo še na odpornost, pa na dostojanstvo, pa na to, ne, počasi uvajamo te predmete. Skratka, na ta način poskušamo kader široko, nekateri nam to očitajo, pa pravijo preveč široko, poskušate kader vzgojiti, pa so premalo fahmani na enem področju. Saj se strinjam, saj zato so pa drugi. Ne? Ampak vsem se mi zdi, da rešitve bomo našli, tako kot mi dva danes govoriva, tam pri ljudeh, ki bodo razumeli, da je pravo pomembno, to, kar sem prej rekel, na nepremičninskem področju, ki bodo razumeli ekonomske učinke in ki bodo na koncu tudi na samem nepremičninskem področju dovolj kompetentni, da bodo to znali recimo ali upravljati ali kakorkoli že na tem področju delati. Tako da to se meni zdijo dobre zgodbe. In tudi študenti recimo so zaposljivi, so zanimivi, dajejo zanimive ideje. Ne bom rekel, da so to ideje, ki jih lahko ti takoj v zakon spremeniš, ne? Ampak ideja je ideja. Ne? Scenariji, ko se dogajajo, so scenariji in iz teh se lahko marsikaj mi naučimo. Ne? Mi smo včasih preveč vpeti neko zgodbo, ne? Pa nas jezik, ko nekdo drugače misli, pa smo še bolj zoprni, ne? In pozabimo na bistvo. Tako da je to svež duh, ki ga je treba poslušati, ki ima lahko dobre ideje tudi za nas, ki se že leta ukvarjamo s tem. Boštjan, bi se strinjal, da gospodarstvo rabi tovrstne široke profile in nasploh, tako, ti nisi naš pedagoški sodelavec, kaj bi pa ti želel še, da pravzaprav fakultete proizvajajo in kaj bi položil na srce mlajšim generacijam, ki zdaj prihajajo v akademsko okolje in si potem prizadevajo tudi priti na trg? Zdaj jaz programa v podrobnosti ne poznam, kolikor ga poznam, se mi zdi, da gre v pravo smer, poznam pa veliko ljudi, ki so se tukaj izobraževali, ker v naši zbornici je kar precej. Ker nekaj jih je med nepremičninskimi posredniki, ne, ki jim je to najbližji program, upravniki, tudi v bistvu nekega drugega nepremičninskega programa pri nas nimamo. Ne. Vedno so se bolj s tem ukvarjali te tehnične stroke v smislu gradbeništva in inženirstva takega. Tako da meni se zdi, da je ta širina dobrodošla, ne, ker vsak strokovnjak nepremičninski more poznati celotno področje. Zdaj, česa bi rabili, jaz mogoče zdaj sem bolj vpet v to, kaj rabimo mi v panogi. Vsi se soočamo s pomanjkanjem kadra, nizke plače verjetno, ne, pa visoke zahteve, tudi ne vem, pri nas je pri upravnikih je veliko pomanjkanje, ne. Gre za zelo zahteven profil v bistvu, ne, ki se ga včasih, bom rekel, malo izenačuje z nekim hišnikom, ampak v bistvu gre tukaj
za nekega strokovnjaka, ki mora vedeti, kako stavba funkcionira, kako se etažni lastniki odločajo. Tukaj je največje pomanjkanje, tako da nam je uspelo tukaj pred leti nacionalno poklicno kvalifikacijo uvesti za operativnega upravnika in tukaj mogoče bi nek program, pa ne vem, če bi bil to nek poseben program kot celota, ampak tukaj je verjetno neko področje, ki bi se ga dalo še malo zapolniti. Drugače pa se mi zdi, da ti strokovnjaki, ki na nepremičninskem področju delajo, so dobri, tudi tisti, ki na trg pridejo, ne. Če seveda grejo čez akademske, ker eni pridejo, iz drugih sfer in se potem priučijo, pa tudi to je možno. Absolutno, absolutno. Dobro, hvala lepa za vajino sodelovanje v današnjem podcastu. To ni bilo moje področje, sem se pa gotovo kar malce priučil in podučil z vajine strani. Verjamem, da to velja tudi za naše poslušalke, poslušalce, gledalke in gledalce. In spet lep pozdrav, do prihodnjič, ko se srečamo v novi epizodi Začuti novo univerzo. Lep pozdrav. Hvala, naslednjem. Hvala. Hvala.